Naš core business, tisto jedro dela, je program 3D Survey. To je ciljno izdelan program za geodetska podjetja, ki olajša njihovo vsakodnevno delo, pospeši sam proces dela in pa vrne tudi bistveno bolj nazorne in predstavljive rezultate. Skupaj s helikopterjem, ki ga ponujemo tudi v paketni ponudbi, pa to predstavlja v bistvu neko novo geodetsko orodje, ki ga geodeti uporabljajo pri vsakodnevnem geodetskem delu. Seveda je zadeva tudi razširljiva še na druge stvari, kot so vizualizacija poplavnih študij in podobnih stvari, ampak vseeno trenutno smo fokusirani najbolj na geodetska podjetja in na support njihovega dela. V Sloveniji so potencialni uporabniki vsa geodetska podjetja, jih je cirka 270, trenutno jih je, mislim, da več kot 10 uporablja, tale naš paket oziroma 3D Survey, jih tudi suportiramo na tedenski bazi. Želeli bi si, da bi jih bilo še več in sami smo tudi prepričani, da v naslednjih 5 letih bo to vrstno orodje uporabljalo vsako geodetsko podjetje. Se pravi, to gre v bistvu za tak preboj, kot je včasih bil GPS, na začetku ga ni imel noben, bil je izredno drag, tako naprej. Potem pa enih 10 let nazaj se je vse skupaj pocenilo in trenutno, če greste pogledat, vsako geodetsko podjetje ima vsaj en GPS v svoj pisarni. Sigurno, kar se tiče samega področja, je enega hitreje razvijajočih se v tem trenutku. Dejansko zato smo tudi določene korake, kot so ta paketna ponudba, uvedli, ker z dneva v dan prihajajo novi modeli, nove tehnologije in pa tako naprej in je dejansko zelo težko spremljati sam razvoj. Sami pa vidimo definitivno čim bolj stabilno prihodnost na področju geodezije in uporabe, ki jo že zdaj uporabljamo, z nadgradnje na večje število fotografij, boljša natančnost, vizualna predstavljivost. Drug kanal so pa potem tukaj še inspection zadeve, se pravi, kot so termalne kamere, termalni modeli, toplotne izgube. Tretja zadeva pa kmetijstvo, kjer s pomočjo multispektralnih kamer zelo natančno lahko zaznavamo samo porabo vode, porabo gnojil, škropiv in pa tako naprej. Ponavadi se začne že v pisarni, ko dobiš naročilo, pogledaš si sam teren, se malenkost pripraviš, greš ven na teren, sestaviš helikopter, pritrdiš fotoaparat, posnameš par osnovnih točk, kot smo jih tudi na terenu, zadevo preletiš, da dobiš slike iz zraka in potem se vrneš nazaj v pisarno, pretočiš te fotografije na računalnik, obdelaš in dobiš rezultat. Oblak točk, digitalni model terena, ortofoto načrt. Tukaj imamo slikce, ki smo jih posneli na terenu. To je v bistvu pogled z helikopterja, ko je na tleh. Potem imamo pa tukaj slike iz višine 80 metrov, ki se med sabo prekrivajo. Se pravi, vsak element na sliki imamo vsaj na 5 do 9 fotografijah. In če gremo majčkaj naprej, vidimo, da so malenkost bolj temne, ker je danes bilo oblačno vreme, ampak za sam algoritem prepoznave detaljnih točk je bistveno to še boljše. In če se majčkaj premikam sem, pa malo pozumiram noter, vidim, da zelo detaljno imamo poslikane stvari na terenu. Resolucija tukaj je cirka 1 cm. Selektiramo fotografije, katere smo naredili na terenu. Tukaj se lahko še malenkost naprej premikam. In tukaj imamo 3 korake. Bundle adjustment, s katerim zgradimo neko geometrijo med slikami in nam v nadaljevanju služi za izdelavo 3D modela. Orientacija, ker smo geodeti, vse podatke pozicioniramo v prostoru. In pa rekonstrukcija, ki nam vrne rezultat oblak točk. To so v bistvu 3D točke, ki so metrične. Kaj to pomeni? Imajo določene 3D koordinate in pa realen podatek o barvi, zato ker so zračunane iz fotografij. Ta oblak točk v nadaljevanju potem služi za rekonstrukcijo 3D ploskve. Ta ploska je primerna že za poplavne študije, za računanje volumna, za izris profilov, za vizualizacijo in pa tako naprej. In pa zadnja zadeva, še ortofoto načrt. Tukaj gre za zelo natančen ortofoto načrt, ker smo vseeno geodeti, operiramo za milimetri, centimetri. In tega pa vidimo zdaj tukaj, se pravi metrična slika, po kateri lahko merimo 2D površine in pa razdalje med sabo. Če pozumiram noter, resolucija tega ortofoto načrta je 2 cm in v bistvu
služi že sama kot podlaga za projektiranje novih objektov ali pa izračuna materialov ali podobnih stvari. Seveda lahko tudi ta ortofoto načrt prikažemo na digitalnem modelu terena in potem vse skupaj izgleda še bistveno bolj realistično predstavljivo, ne. Pri sami metodologiji gre tudi za bistveni preskok v mišljenju in kvalitete samih podatkov. Prej so geodeti uporabljali vektorske, linijske elemente in pa območja, sedaj pristopamo v bistveno bolj uporabniku prijazno, se pravi slika pove več kot 1000 besed in dejansko iz samega modela tudi sami naročniki bistveno lepše vidijo, kaj se da delati.